Plišaste igrače, družabne igre, avtomobilčki. Učenci vseh razredov osnovne šole Brezovica pri Ljubljani so v šolsko knjižnico pridno prinašali igrače za svoje vrstnike, ki so ostali brez vsega. Razmere v Turčiji so zelo grozne. V našem razredu smo bili kar navdušeni, pa tudi vsak je prispeval kar nekaj igrač. Oni nimajo ničesar in rabijo nekaj, kar se bo lahko zvečer k temu stisnili, a pa se malo igrali in bojo pač pozabili, koliko jim je grozno. Ko sem dala igrače, sem imela dober občutek. Ne manjka mi igrač, ker jih imam zelo veliko, pa tudi naj bojo še drugi otroci srečni. Pobudo za zbiralno akcijo je s tem pismom dal Tin očka Milan Hosta, ki v Turčiji otroke s pomočjo športa uči nenasilne komunikacije ter sodelovanje in discipline pri učenju. Na ulicah je zelo veliko otrok, igrajo se na smetih in ob železnici. V šoli pa jih je v razredu več kot 50. Tin očka je trenutno v Sloveniji, saj pravi, da na ulicah Turčije, ki so jih preplavili sirski begunci, ni več varno. Včasih so turški otroci oziroma kurdski otroci v Turčiji na križiščih brisali stekla. Zdaj pa to počnejo sirske mamice z dojenčki v svojih naročjih. Ti otroci, ki so pa begunci, potrebujejo tudi luštne igrače, ki jih lahko popeljajo v svet domišljije in se z njimi razigrajo. In mladi so začutili stisko ter zbrali toliko igrač, da jih bo težko vse zapakirati. Sem vesel, da so otroci pokazali to solidarnost za otroci z drugega konca sveta in da jim privoščijo tudi njim brezskrbno in igrivo otroštvo. Zbiralna akcija bo potekala do jutri, že čez nekaj tednov pa bodo otroci z novimi igračami vsaj za trenutek pozabili na vojno in revščino, v kateri živijo daleč od svojega doma.